v NLB so ledeče škode, ki jih KBC napravi po vsem svetu. Od privatizacije imajo korist le finančni trgi, ki bodo v državi posojili denar, saj bodo obresti rasle v nebo, ter investitorji, ki bodo odkupovali slabe terjatve od države. In v tem je bistvo. V času, ko kapital ne more več kovati profitov v prenasičenem industrijskem sektorju in ko se je zlomila iluzija v hiperproduktivni družbi znanja, ki naj bi prinašala dodatno vrednost brez meja, se kapital lahko preživlja le še s parasitiranjem na javne dobre, z zaračunavanjem oderuških obresti na javni dolg, s siromašenjem javnega sektorja, s poceni privatizacijami javnega premoženja, s prilaščanjem naravnih virov. Če kaj, je korupcija sistemski pojav. Korupcija je proces, ki kapitalizmu sploh še omogoča preživetje. Zato moramo, da bi odpravili sistemsko korupcijo, zahtevati več le kot transparentnost in etične kodekse, ki se običajno ponujajo kot rešitev. Zahtevati moramo odpravo sistema, ki korupcijo poraja. Zahtevati moramo nič manj kot odpravo kapitalizma. Danes smo tukaj. Da skupaj postavimo nove koordinate boja proti korupciji. Zato demokratični socialisti zahtevamo. Zahtevamo polno podpore vlade delu Komisije za preprečevanje korupcije Državnega davčnega urada ter povečanje njunih pristojnosti. Zahtevamo takojšnjo prekinitev privatizaciji državnega premoženja. Zahtevamo ponovno ustanovitev državne knjigovodske agencije. Zahtevamo uvedbo politike odprtih knjig. Zahtevamo javno dostopne dohodninske napovedi. Zahtevamo demokratično imenovanje članov uprav v državnih podjetjih in bankah. Zahtevamo preoblikovanje sistemsko pomembnih bank v javni servis po zgledu javnega šolstva in zdravstva. Proti korupciji, za demokratični socializem.